Televizije Slovenija. V državnem svetu je potekal strokovni posvet o tretji razvojni osi. Korošci, Belokranjci in prebivalci Savinjsko-Šaleške regije imajo dovolj neuresničenih obljub in zamud. Lepo pozdravljeni. O nasedlem projektu Razlogih za zamude pri gradnji tretje razvojne osi so razpravljali na posvetu v državnem svetu. Že 20 let potekajo pogovori o zgraditvi sodobne ceste, ki bi povezala Koroško in Belo krajino. Pristojni zagotavljajo, da naj bi še ta mesec predstavili novo, že tretjo uradno časovnico za gradnjo tretje razvojne osi. Tretja os, dobri 2 milijardi evrov vreden razvojni projekt. Eden najpomembnejših v državi, zagotavlja vsakokratna vlada. A po 20 letih študij, sestankov, protestov in obljub je teh nekaj stebrov v Podgorju pri Slovenj Gradcu največ, kar lahko pokažemo. Že leta 1974 je bilo jasno, da to cesto potrebujemo. Zdaj pa naj nekdo prešteje, koliko denarja smo zmetali za take in drugačne študije, kaj je potrebno, koliko je potrebno, koliko bo to koštalo, je upravičeno ali ni upravičeno. Mi bi mogli biti danes slabe volje, če bi v letu 2023 rezali trak in odpirali celotno traso. Novih datumov izgradnje tudi danes še nismo izvedeli. Ta časovnica izgradnje bo revidirana oziroma bo v naslednjem tednu revidirana. Skratka, mi smo to stvar zakomplicirali do nezavesti. Vse vlade od leta 2004 so tukaj padle na izpitu. Vse. Zahtevamo več odgovornosti in aktivno sodelovanje vseh pristojnih, so dejali župani in gospodarstveniki, razočarani nad dejstvom, da na posvetu ni bilo ministrov. Tisti gosti, ki na nek način bi morali sprejemati ključne odločitve, jih danes ni tukaj. Ali si lahko dovolimo izrek, da je leta 2023 cesta razvoj? Smo v 21. stoletju, v časih zelenega prehoda, trajnostnega razvoja in hitrih železnic. Deli Slovenije pa še vedno čakajo na miloščino osnovne infrastrukture za enakopravni razvoj. Posledice obilnega deževja v občini